Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste znova v naši družbi. To je Večerje zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 7. avgust 2025. Moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Neumorni Škorc se znoji s pomlajeno zasedbo. Mariborski odbojkarji začeli s pripravami na novo sezono. Zaključuje se 1,1 milijonska obnova kar 10.000 kvadratnih metrov nogometnih površin NK Pobrežje. Mladi mesar Marcel Stojnšek iz Podedonačke gore. Ko greš v špansko ali belgijsko mesarijo, vidiš, kako dobro je doma. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Na minuto natančno so včeraj mariborski odbojkarji zaključevali uvodni dan priprav v hotelu Draž v Mariboru, a bi zagotovo na igrišču ostali še dlje, če na svoj trening ob igrišču ne bi čakali hrvaški reprezentanti. Trener znova prenovljene in predvsem pomlajene mariborske zasedbe Sebastian Škorc je bil ta dan v pogonu od 7. ure zjutraj, po popoldanskem treningu pa je napovedal, da bo delovnik zaključil po 23. uri. V naslednjih minutah prisluhnite pogovoru s trenerjem Maribora o pripravah na novo sezono, sestavljanju ekipe, razmerah za odbojko v Mariboru in uspehih članske reprezentance. V Dražu smo, v svoji družbi pa pozdravljam Sebastiana Škorca, trenerja odbojkarjev Maribora. Začeli ste s pripravami, kako poletno je v tem trenutku za vas tukaj? Ja, začeli smo s pripravami, avgust je tukaj in bo še dolgo poletje, vroče v dvoranah, ampak imeli smo kar veliko pauzo, mislim, tisto skupno, fantje so se pripravljali zadnji mesec po programu, ki so ga dobili, drugače pa imamo tudi dosti mladinskih reprezentantov, ki so igrali v Makedoniji na Ofen igrah in so bili celo poletje tudi v pogonu, imamo tudi reprezentante, ki še jih ni tukaj, tako da ekipa je pripravljena, začeli smo seveda zopet med prvimi, kar pa ne pomeni, da se nam kam mudi, kajti liga se začne 18. oktobra po svetovnem prvenstvu, ampak začeli smo res postopoma, prvih 7 dni bomo vsekakor delali brez skokov in pa leto za spremembo začenjamo v Drašu, v centru, ker vidimo, koliko je tukaj reprezentant in smo seveda izkoristili tukaj, ko nam je Mitja ponudil, da bomo prve 3 dni naredili tukaj priprave in tudi smo njihovi gosti hotela Draž tudi na večerjah in tako naprej, tako da imamo pogoje fenomenalne, ne samo tukaj, ampak tudi nasplošno v Mariboru, v naši, bom kar rekel, lepotici v dvorani Tabor. Omenili ste vsa ta tekmovanja, na katerih so vaši varovanci igrali in še igrajo. Torej vaga ni potrebna v tem trenutku na prvi dan priprav? Ne, daleč od tega, fantje so prišli pripravljeni, tudi na oko se vidijo, da so nekje na kilah, kot so bili, to bomo naredili vsekakor, tudi bomo stopili na tehnico, ampak ni potrebe, kajti to je mlada generacija, to so 16-letni nekateri fantje do 18, prvaki U18, 16 vice prvaki, to je 6 igralcev priključeni v prvo ekipo, tujci pripravljeni, imamo tudi tujca Kamina, kubanskega reprezentanta, ki bo igral svetovno prvenstvo, res da tam na poziciji libera, drugače pri nas je spremalec, imeli smo ga možnost spremljati na Dobu, Gustavo, portugalski igralec, ki je že lani nastopal za naš klub, tako da veseli smo, da se je vrnil Filip Oremovič po pauzi, ste bolezni in vse skupaj igral potem v Hočah in da se nam je priključil nazaj, dosegli tisti dogovor z podajačem, organizatorjem igre, ki je posojen bil v decembru mesecu iz ACH-ja, Nejc Kožar, ostali domači in pa imeli smo tudi nekaj malega zapletov z nekimi tujci, naredili zelo dobro rušado, bom tega rekel, tako da danes po noči smo prišli do, bom rekel, dogovora, danes večer, poslej po treningu se še dobimo in bomo, kot kaže, zaključili posel, podpisali eno pravo pogodbo in razkrili v zelo kratkem tega igralca.
Torej še ne morete razkriti. Danes še nekaj, še ni zaključen posel, ni še podpisano, zmenjeno je, ampak ni še pa podpisano. Ampak v tem trenutku velika stvar tudi za nas na tej poziciji, da bodo ti tujci res naredili isto tehnico, ampak moramo se pogovarjati, da smo dosegli te pogovore res z agenti, z katerimi sem delal kot igralec, da nam res pomagajo in da dobivamo igralce za cirka 30 ali 25% njihove cene, ki so na trgu, da pridejo sem res pomagati, oddelati svojo sezono in oni potem se bodo formalno šli naprej, ampak za nas bo to velika stvar, da bomo imeli ekipo, bom rekel, sestavljeno iz 7-8 naših perspektivnih mladincev, kadetov in pa določenih tujcev, tako da bo ekipa tista mešanica, da se bodo mladi učili od teh starejših in da bomo lahko parirali z klubi, kot so normalno. O ACH-ju se letos ne pogovarjamo, kajti vemo, kdo prihaja, da imajo kar 1-0, ne moremo se sploh pogovarjati, da to je nogometni proračun in mi se z ostalimi klubi ne moremo primerjati v našem mestu, kajti vrata so nam zaprta, več ali manj povsod, karkoli se lotimo, ne moremo, ne gre, hvala lepa, kako bomo sezono zdržali, ne vemo v tem trenutku, ampak normalno trudimo se cele dneve, smo v klubu, tako da hvala Milanu Kustru, ki kot predsedniku, Gregorju Prišanku, direktoru, tako da smo trije, ki tekamo dobesedno okrog s tem, da Milan normalno z njegovim podjetjem drži klub nad gladino, ostalo pa nimam besed. Omenili ste že te rošade kadrovske, kako ste zadovoljni s tem, kako ste pokrpali ekipo oziroma do teh sprememb, ki je prišlo? Poglejte, prišlo je do veliko sprememb, kar smo pokrpali, bom rekel, da smo lahko v tem trenutku, tako sem že omenil, maksimalno zadovoljni. Ekipa bo zelo konkurenčna, pustimo ACH-ju zopet konkurenčna in Alpacemo, ki se je strašansko okrepil, Calcito, ki je skozi v vrhu, tako da to so tiste ekipe, normalno tu je Krka, ostalih ne gre za podcenjevati, tako da liga bo zelo močna, ampak s tem, kaj smo sestavili in z tem proračunom, lahko rečemo, da smo naredili čudo zopet in da bomo se normalno, tako kot vsako leto, potegovali za, jaz bom rekel, kar najvišje mesta. Cilj v vseh tekmovanjih je medalja, to pomeni državno prvenstvo, pokal Slovenije v Mevzi in pa normalno tudi v Evropskem pokalu. Imamo svoje cilje, probali bomo normalno, imamo prvo gostovanje v Podgorici, gre za dober klub, ampak bilo bi zelo lepo, če bi šli prvi krog skupaj skozi, kajti naslednji krog dobimo Poljake, vemo, kaj pomeni poljska odbojka, to pomeni Česnohovo in pa vemo, da je Dičeko en najboljši organizatorjev igre na svetu okrepil ta klub, tako da bi lahko to bila tudi ena zelo dobra stvar za gledalce v Mariboru, da bi se napolnila dvorana tudi na Evropskem pokalu. Ampak do tja je še dolga pot, prej bomo dosti švicali na treningih, ko pa se bomo o tem pogovarjali. Omenili ste zdaj ACH nekako konkurenca, ki to ne more biti glede na proračun, pa večkrat ste že v preteklosti omenjali to, da so vrata v Mariboru za šport marsikdaj zaprta ali pa se vas odslovi samo zahvala. Vi pa vseeno vztrajate, ne? Zakaj? Zelo dobro vprašanje. Zato, zakaj vztrajam? Bil sem na izhodnih vratih, že skoraj podpisano drugje, ampak tu imam otroka, imam družino, je reprezentant in z Gregorjem Prišenkom, Milanom Kustrom, normalno smo potem se odločili in pa seveda moji sodelavci, brez katerih ne bi šlo, Filip Leva, Alen Krajnc, dejansko sem se potem odločil, da vztrajamo, kajti odbojka bi se zaprla. Odbojka bi se dejansko zaprla in moramo se zavedati, da v Mariboru športa več ni. Nogomet je po glavi za sebe, vemo, kakšna je ta zgodba, to je zgodba tujcev. Ostali športi so v drugi ligi ali trenirajo tisti prvoligaši, kjer so še, trenirajo 2-3 na teden, mi treniramo 2 na dan. To je profesionalni šport, profesionalna ekipa in vrata so zaprta v Mariboru, podjetij ni, kateri pa imajo, pa so več ali manj, da ne morejo pomagati. Večina hodimo v Ljubljano in zelo je to težko.
tako delovati in močno upam, da se bo kaj spremenilo, ampak o tem se že pogovarjamo ne vem koliko časa. Vemo, kako to funkcionira v Ljubljani, kdo je pripeljal reprezentante, o kakšni zgodbi se pogovarja, da se pogovarja o Evropi za med 4 v Evropi in mi tega denarja, ko ga ima VCH, pa ni mali naš proračun, ga mi ne moremo spraviti skupaj v 10 do 15 let. Ampak vseeno, vsaj za nekaj časa zadržite talente, tudi pripeljete koga zanimivega in ga nekako izvržete in ponudite možnost, da prestopijo za boljše pogodbe tudi drugam. Ne? Je to neka prednost Maribora, da je še vedno tudi z vašo pomočjo valilnica talentov? Dejansko res, valilnica talentov, ampak na koncu, tako kot ste rekli, vsi smo gledali zdaj Svetovno ligo VNL. Mi imamo 5 reprezentantov. Uroš Planešič, Nejc Najdič, Rok Možič, Rok Bračko, Jan Škržič, ki je prišel iz Brezovice, iz 2. lige, pa je bil z nami 3 sezone. Na širšem spisku Kumer, Pernoš, Sešek, znači vsi, ki so bili zopet tukaj. O Alenu Pajenko ne govorimo, to je prejšnja zgodba, ampak tudi Mariborčan. Mi se pogovarjamo o 10 reprezentantih, ki nastopajo za reprezentanco. Ja, lahko rečemo valilnica, zopet imamo te mlade fante, mlade reprezentante, ki se odločijo za to zgodbo, ki ni lahka. Mi treniramo 2-krat na dan, tako kot ACH in Kalcit, tudi Salonit Alpacem je začel z tem delom, ostali klubi bolj 1-krat na dan in normalno, da tisti mladi fanti, ki se odločijo, vejo, zakaj se odločijo se za to, da bodo napredovali in potem, da se jim bodo vrata večjih klubov odprla in da hočejo ti fantje živeti tudi od odbojke. Snedli ste mi vprašanje, ne, z tem podatkom zanimivim, kako Štajerska je v bistvu ta zasedba reprezentance, pa mogoče samo še podate oceno nastopov Slovenije, torej 4. mesto. Zelo dober rezultat, ne? Strašen rezultat in verjamem, da tako kot skozi govorim, Slovenija je odbojkarska država in še enkrat bom poudaril, Maribor je odbojkarsko mesto. Ljudje ne vejo, da če prideš v Draž center, da vidiš najboljše reprezentance na svetu. Ampak to pomeni ženska odbojka prvakinje. Mi se borimo tu za pokal, smo bili drugi, borimo se za vrh v državnem prvenstvu, vse reprezentance tukaj in Slovenija je odbojkarska država, Maribor je mesto odbojkarsko in ta rezultat, ki ga dela reprezentanca in ga bo delala naprej, je normalno plod nekega klubske odbojke, kajti brez klubske odbojke ni reprezentance. Ne govorimo, da so zdaj to naši nosilci, ampak naši otroci gredo v tujino, prestopijo v vrhunske klube, odigrajo leto, 2 in potem so nosilci reprezentance. Dobro, Bračko je že bil prej, Možič je že bil prej, ampak to je naša šola, lahko smo ponosni, mi smo zelo ponosni na to, kar počnemo. Je pa res, da bomo pa potrebovali pomoč okolja na tak način. Smo v predoru, kjer ni luči. Kljub vsem tem preprekam oziroma težkemu delu, ki ga upravljate, vidim vsako leto manj sivih las na vaših laseh. Za napoved rezultata slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu vas še prosim. Ja, jaz verjamem, tudi Pajenk se bo vrnil, Ropret se že pripravlja Tine Urnat po bolezni, tako da imamo zopet več ta reprezentanca s temi mladimi, ki so pokazali, da lahko. Čebulja ne bo in pa Vinčiča, kot kaže, ostali bodo vsi in jaz verjamem, da to je reprezentanca, ki lahko poseže po medaljah. Hvala, Sebastian Škorc, za vaš čas. Ne bom motil procesa treninga. Uspešno sezono vam želimo, še kar nekaj časa se boste pripravljali. Seveda pa bomo navijali tako za odbojkarski klub Maribor kot za slovensko reprezentanco v naslednjih mesecih. Hvala lepa. V nogometnem klubu Pobrežje pa te dni komaj čakajo na zaključek 1,1 milijonske obnove velikega nogometnega igrišča. Nova pridobitev jim bo namreč omogočila bolj kakovostno delo zlasti z otroci, ki so doslej trenirali na neravni, ob dežju tudi blatni podlagi. Minule dni je potekalo polaganje umetne trave, uradno otvoritev velikega nogometnega igrišča pa klub načrtuje sredi septembra. Za investicijo je Mestna občina Maribor 500 000 evrov pridobila pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. V tiskani izdaji preberite, zakaj je bila prenova dolgotrajna in zahtevna in ali se bo projekt podražil, pa tudi kdaj bodo pri NK Pobrežje postavili reflektorje
ki si jih v klubu že dolgo želijo. Marcel Stojnšek, 22-letni mesar iz Kupčinjega Vrha pod Donačko goro, je pred 2 letoma zagnal mesarijo Roast Beef. Danes z družino tedensko predelajo lastno meso in vodijo 2 prodajalni. Ob vrhuncih, kot sta Božič in Velika noč, komaj dohajajo naročila, pripoveduje mladi mesar, ki je med šolanjem skoraj leto dni preživel v različnih evropskih državah. Šele ko si je pobliže pogledal, kako poteka delo v tujih mesarijah, se je zavedal, kako visoki standardi higiene so pri nas in kako kakovostno meso jemo. Tako se spominja svojih začetkov. Začetek je pač zelo težko, ne? Vse delaš ti v bistvu za nič. Tudi predvsem ni nobeno ukvarja z mesarijo, ne? Množno nos doma, oče je pač kmetijsko, kmet podele, ne? Dobro, pač tiste fure smo imeli doma enkrat na leto, ne? Ni pa bilo v to ne razpone, ne? Pred, ko se vse to začel, se nisem mislila niti najmenjka do koliko bo izzivov do tega, ne? Že sama organizacija dela, to je, marsikomu se to zdi tako samoumevno, ne? Je to res nekak največ, ne, pa ti nekako organiziraš, pa tudi stroškovno, ne. Kapitala nekega začetnega nisem imel praktično nič, ne, isto kaj pač štipendija, pa ker smo tako še hodili na študentsko delati. Kredita absolutno tako ne dobiš, ne, tudi enostavno hvala Bogu, ka ne. Tako kako nekako pač probaš, vse kaj dobiš, pač nazaj, ne. Teda pač upaš enkrat, ko se bo pač dostavilo, pa ko bo še lahko nekom drugom dela, ne samo vse notre, ne. Zdaj pa res tisto, samo pač prelovaš, ne. Ker recimo tota stvar, če se vse skupaj potegne preka nad hiša, že prišla, ne. S Stojnškom se je pogovarjala Tjaša Gajšek. To je bil večerodnevni podcast Večer zjutraj 7. avgusta 2025. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odkriti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.